Четвертова подопниця, як тобі на обіс прийшла, серце отпрій і се насмей, поваби його честь брат напрей. Pridruži base, kitara, truba in klarinet. Igravam kvintet slovenskih deklet, zaljubljene v glasbo vam lepšamo svet. Najbolj ka zazveni, ogreje naj dlani in radost naj sije iz oči. Dober večer, dobrodošli, dragi prijatelji v naši veseli družbi. Letos oziroma nocoj bo res veselo tukaj v našem studiu in letos, ko smo nekako zakorakali v to našo 20. obletnico oddaj Prej šumijo gozdovi domači, zdaj pod naslovom že 6. sezono Četrtkova podoknica, se spodobi, da vam pripravimo kaj posebnega. Nocoj bo takšen večer, v goste smo povabili sama brhka dekleta, glasbenice, mlade glasbenice, ki slišijo na ime Kvintet slovenskih deklet. Mnogi jih poznate, mnogi tudi ne in danes bo še ena priložnost, da jih bolje spoznate, da spoznate njihovo glasbo. Predvsem pa tisto, kar vas zanima, je to, da kaj dekleta počno še poleg glasbe. Tudi to bomo vprašali, potipali kakšno zadevo, izvedeli kakšno, upam, da skrivnost, ki jo do sedaj niso povedali. Dober večer, dobrodošle vsem skupaj. Barbara pa je tista moja sogovornica, ki bo sedla tukaj za mojo mizo. Barbara, še mikrofonček morava pripeti, da te bodo mečkano tule... Kaj ga bova pripela? Ne vem še, mečkan moraš stol dvigniti, da bova tole tehnično uredila, lahko pa kar tukaj legvar, takole, da te bodo naši gledalci dobro slišali.
Kvintet slovenskih deklet. Mlada dekleta, ki ste se zbrala skupaj, kdaj, to mi najprej povej. Ja, najprej sem en lep dober večer, želimo tudi Kvintet slovenskih deklet. Ja, punce smo se zbrale pred 3 leti, v tej zasedbi pa smo eno dobro leto. To se pravi, da ste malo nekako tipale na začetku, ne? Zasedbo, ne? Če ste zdaj v tej zasedbi eno leto, ne? Tako je, pač saj veste, kako so punce, ena ima tako muho in tudi so različni karakterji, ne, med nami. Ampak sedaj smo se pa ujele, taka ta prava zasedba, katera res drži skupaj in mislim, da je tudi med nami eno tako ta pravo prijateljstvo. Barbara, zdaj pa mečkano v zgodovino. Pred oddajo smo slišali tukaj, nekateri so se te zapomnili, da si bila gostja v naših oddajah še kot mala punčka. Kdaj je bilo to? Jaz se res ne spomnim. Ja, to je bilo, mislim, da nekaj 10 let nazaj. Začela sem svojo glasbeno pot z bratom Martinom. Tako sem potem začela in nekako... Brat je igral harmoniko, ti pa bariton, se mi zdi, ne? Ja, zdaj se počasi spominjam tistih... Taka mala punčka, kateri je bil bas večji od mene. Ja, zgodovina... Zdaj si pa rekla, ne, zdaj pa igram bariton in kontrabas, ker sem pa že velika punca, ne, zrastla v 10 letih, ja. Ampak še vedno rada rečem, da mi pa pete pomagajo pri tej moji višini. Zdaj le morava nekaj razjasniti, ne, kar se tvojega brata tiče, ne. Nekako sta začela skupaj. Kje je zdaj brat, kaj počne, kar se glasbe tiče, seveda? Brat pridno ustvarja, trenutno je glih končal pri zasedbi ansambla Štrajk. Sedaj se pa bolj poglobil na tisto svoje privat življenje. Je že čas, je že čas za te zadeve? Ti še verjetno ne razmišljaš o teh stvareh. Kvintet slovenskih deklet, 3 leta na sceni. Pustimo te poizkuse, menjave, kar se zasedbe tiče, ampak ustvarjanje nekako sega v 3. leto vašega glasbenega delovanja. Če se spominjam zopet leta nazaj, ko sem tudi sam začenjal z svojo oddajo, torej 20 let nazaj, takrat so bile, mislim, da ene in edine, kar se tiče ženske dekliške zasedbe, Vesele Štajerke. In nekako smo tudi mi našli to vrstno sodelovanje. Vesele Štajerke so potem tudi za prvi del naših oddaj posnele tisti najavni in odjavni avizo, skladbo Šumijo gozdovi domači. Vesele Štajerke so bile tudi prve gostje v naši prvi oddaji leta 98, 15. marca, dolgo je že tega nazaj in jaz sem povedal v začetku naše letošnje sezone, da bomo nekako poskušali se spomniti vseh tistih pomembnih stvari, ki so se v teh skoraj 20 letih zgodile v naših oddajah. No in to so eni tisti prvi začetki, ki nam bodo seveda prav gotovo dolgo ostali v spominu. Torej, Vesele Štajerke so bile prve gostje, s katerimi smo resno začeli sodelovati. Nekaj časa je potem, se mi zdi, bilo zatišje, kar se tiče dekliških ansamblov ali pa skupin, kakorkoli že. Potem pa je šlo to nekako naprej, od Navihank pa do Veselih frajl, pa ne vem, kaj vse je še bilo, ne. Kdaj ste vidve, oziroma ne ve dobile idejo, da bi sestavile en dekliški ansambl? V tej varianti seveda kvintet, ne? Ja, res je, vse, kar ste povedali, je lepa zgodovina naše glasbe. Ja, nasledile smo pa nekdaj zelo znane polka punce. Mislim, da te sem pozabil, vidiš, mi grede povedati. Vsi spomnite ženski kvintet, edini. Zgodba je pa taka, da so pač punce veliko igrale po tujini, kjer so tudi imele pomoč pri nastopih, da pač so urejali drugi nastope. In tako se potem tudi smo se našle punce v zasedbi preko drugih, sicer tujcev, da smo potem sestavljali to zasedbo, katera pa zdaj deluje večinoma v tujini, ampak tudi trudimo se jo predstavljati zelo dobro tudi v Sloveniji. Barbara, hvala lepa za tale naš najin uvodni del, za to
bi rekel, začetno predstavitev vaše skupine, ansambla. Midva bova seveda imela še nocoj dovolj priložnosti, da upam, da poveva tiste bistvene stvari, pa malo potipava. Jaz sem že prej na začetku pomignil, ne, da mogoče izbrskamo še kakšno drugo zadevo, ki je zanimiva za naše gledalke, gledalce, v tem smislu, da povemo kaj takšnega, kaj dekleta, tvoje kolegice, sočlanice počnejo v svojem prostem času, ko se ne ukvarjajo z glasbo. Tale mikrofonček, prosim, če daš kaj tukaj le nazaj. Jaz pa zdaj lehetim do Neje. Neja je moja druga sogovornica. Dober večer, seveda vsem še enkrat. Dober večer tudi mojim imenu. Poglej, zdaj prvi ste z nami v naši družbi, prav je, da predstaviti vsa ta dekleta, tvoje kolegice, prijateljice, kdo so te punce, dobro, Barbaro smo že malo spoznali, zdaj pa je čas, da povemo, kdo vse igra v tem kvintetu. Ja, takole bom šla kar od naše leve, čisto na levi je trobentačica Manja Vrhovnik, a povem, ki prihaja iz Otiškega vrha, iz Koroške. Korošica. Tako, potem imamo še eno Korošico, to je Klara Štavdekar, potem naša kitaristka Nina Cukjati, ona prihaja iz Zagorja, ob Savi, potem Katja Križnar, pevka, prihaja iz Preddvora, z Gorenjske torej, in pa naša Barbara, tudi Korošica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. A ti? Jaz sem pa Neja Debeljak in prihajam iz Ribnice na Dolenjskem. Iz Ribnice na Dolenjskem, ker nekako ste nametane od različnih koncev skupaj. Kje ste se našle? Ja, takole naša trobentačica se pošali, da na Avtonetu. Kaj ste kupovali, prodajali? To ne vemo, no, ampak drugače pa največ prek Facebooka, prek poznanstev in tako. Ko ste izbirali, kdo je bil glavni, ko je izbiral to ekipo? Ste dve nekako dali glavi skupaj in rekli, zdaj pa najdemo še eno kitaristko, eno, ne vem, pevko, vokalistko. Kako je bilo to? Kako se je sploh to začelo? Tako, jaz sem prišla pred zadnja v ta ansambl, tako da ne vem, katere so stikale glave. Ampak vem, da ko smo pa pevko iskali, smo pa vse se odločile. Katja je zadnja prišla. Ste imeli kakšno audicijo ali kaj podobnega? Tako, bila je audicija in Katja je bila izbrana. Super. Hvala lepa za tale prvi uvodni del. Sledi vaša druga skladba, izvolite. Hvala lepa. Ne piši SMS-ov, pozabi na Facebook, objemi me in griva na kavo in klepet. Ne twitaj in ne všečkaj, ne deli z drugimi, objemi
Ja, dekleta se bodo zdaj le mečkano odahnila, Barbara spet prihaja k meni, da nadaljujeva pogovor. Prej smo slišali, ko sem malo poprašal v tej smeri, kako so dekleta sestavljala tole ekipo, ne, in je vaša harmonikarka rekla, jaz sem prišla ena bolj proti zadnjim, ne, kako, Barbara, boš verjetno ti vedela, kako se je to začelo, ne, kdo je pravzaprav dal idejo, kdo je dal povod, da ste začeli sestavljati ekipo? Ja, tako kot sem že prej omenila, se je pač naša glasbena pot začela s tem, da pač so nas drugi poiskali, vsaj mene pa trobentačico in kitaristko. Potem pa se je pač nekako zasedba našla, ampak potem, ko so se pač začela tista nestrinjanja v ansamblu in tudi nekatere članice so rekli, pač, da to več ne premorejo. Različne želje. Ja, različne želje tudi. In potem pač smo se odločili, ja, ok, mi hočemo nadaljevati, mi hočemo nekaj pač peljati to stvar naprej, uživamo v tem, kar delamo. In smo se potem pač same odločili, da zdaj pa naredimo audicijo in za harmoniko in tudi potem za pevko je bilo treba narediti audicijo. In mislim, da smo kar dobro izbrali. Ok, dobro ste izbrali, ampak me zanima to, je težko najti prave glasbenice za svoj ansambl. Jih je dovolj v Sloveniji takšnih kvalitetnih ali je mogoče je lažje fantom, ne, ko izbirajo kakšnega glasbenika, kolega v ansamblu, je lažje fantom ali dekletom, kako je s tem? Ja, en čas smo imeli potem kar probleme, ko nismo našli tiste prave še. Smo potem veliko krat v tujino na nastope peljali kakšnega fanta in smo potem poimenovali, da je bil en dan punca. Čeprav, ne, pa ni se preoblekel. Ne, je imel lepo slovensko narodno nošovor, ampak ja, je problem. Ja. Seveda vse uskladiti, urnik in vse skupaj in potem seveda najti tudi čas za to, za igranje, za vaje. To je eno, ampak se mi zdi, da prav veliko kvalitetnih glasbenic pa tudi ni, ne, je mečkano težje kot... Sploh na takšnih inštrumentih, kot je naprimer trobenta, tudi klarinet, res redko kaj in da bo to Oberkrajina razvrsta igrala. Je malo. Velikokrat se pogovarjam z mojimi sogovorniki v tem smislu izvajanja te glasbe, da je to nekako glasba mogoče bila ali pa je še vedno za starejše, bolj primerna, ne? Ampak ogromno mladih glasbenikov se ukvarja z narodno zabavno glasbo, vedno več je tistih res zelo mladih, ki se odločajo za igranje tako diatonične ali pa klavirske harmonike, pa trobente, kitare, skratka vse te inštrumente obvladajo, ki pašejo v nek narodno zabavni sestav. Veste, mlada dekleta, mlada po letih in tudi po glasbenih letih, ne? Kdaj ste, ali pa bom bolje rekel, kdaj si ti začutila, da je narodna zabavna glasba tista tvoja zvrst, s katero se želiš ukvarjati? Ja, mene je spremljala ta narodna zabavna glasba že od malih nog, zato sem pa tudi že pri 6 letih začela igrati bariton. Ne vem, skozi je bilo to vsako nedeljo pri kosilu, smo poslušali te narodne vdaje, ne. Mislim, da sem takoj začutila to. Zakaj bariton in zdaj kontrabas, pa tukaj zraven pa še seveda tudi bas kitara, ne? Ko te takole pogledam, bi ti nekako bolj vokala, ne? Vokala ali pa kakšne citre pasale, recimo, ne? Kaj podobnega, kitara, recimo, majčkano bolj nežni inštrument, ne, za dekle, žensko. Ja, ne vem, neki takšen poseben tip sem zgleda. Pred nami bo tako, da je začel brat z baritonom v glasbeno šolo in vem, da se spomnim, ko je rekel, da ne boš šla v hišo in odprla kufra za bariton, to ne smeš, to ni za punce, da ne boš kaj naredila. Pa kaj bo on govoril, da sem šla, odprla, kako se fajn sveti in zaradi tega, ko se je tek lepo svetu, zlate barve. To me je ful prvo, ampak pa še pa ton in tista težavnostna stopnja, katera pač ni za punce, no, mislim, značilna. To sem želel vprašati, ne, ok, včasih za hec sem tudi sam poskusil pihniti v bariton, ne, že velika umetnost je nekako pridobiti ton iz baritona, ne, pač tu so neke spretnosti, da znaš pihniti, ne, in z ustnicami narediti oziroma ustvariti kakršenkoli ton, ne, ni pomembno, da je pravilen, ne, potem pa je treba to še izoblikovati, ne, je to težje za dekleta, kako je s tem?
Pa ne vem, meni se ni zdelo težko. Takoj, ko si pihnila, pok, Je šlo, ampak mimo, vse je bilo mimo. Ampak bilo je pa veselje, tista želja potem, da bi igrala. Starši so res veliko to pomagali, da smo tudi najeli potem mentorje. Najprej je bil Robert Merzel, sedaj je še vedno Boštjan Merzdovnik, tako da se trudim. Ok, Barbara, hvala lepa. Midva bova prav kmalu nadaljevala najin pogovor, ker ostane tukaj lepo na tem stolu, udobno. Jaz pa, dragi prijatelji, zdajle stopim tukaj le bliže našim kameram z enim posebnim razlogom, kajti danes bom prvič v naši vdaji predstavil del vsebin revije Golica. Pred nekaj časa je naša vdaja, Četrtkova podoknica, začela sodelovati z revijo Golica in bomo takole vsak četrtek malo pokukali v mesečno izdajo revije Golica, ki govori seveda o glasbenikih tako in drugače in upozorili na kakšen zelo zanimiv naslov. Če boste vzeli v roke oktobersko Golico, že na prvi strani bo jasno, da nas je zapustil še en imeniten mož, tenorist Franci Rebernik. O tem pišejo tukaj v tej oktoberski Golici. Simon Golobič, pol milijona zaklada domače glasbe, še vedno brez muzeja. To je še ena težava, s katero se spopada tisti, ki bi želel seveda spraviti vse tisto, kar nekje leži pod eno streho v nek muzej, ki bi obeležil vse tisto, kar se narodno-zabavne glasbe tiče. Na strani številka 5 prispevek o Tomažu Ahačiču Foglu, ki se je žal prehitro poslovil. In če prelistamo še mečkano naprej, čisto vsega vam danes ne bomo razkrili, bomo nekaj prihranili za prihodnji četrtek. Naj povem, da je ena kompleksna reportaža na strani 12, 13, 14 in 15 o fantih s Praprotne, zanimiva zgodba, ki jo boste prav gotovo prepoznali, ko boste prečitali tisto, kar so napisali v tem prispevku. Nekoč in danes, tukaj le vidimo tudi eno znano dekle, ki igra na bariton in stran 20 je tista, kjer boste našli še ostale podrobnosti. In naj povem, da na strani 50, pa naj preverim, če je temu res tako, na strani 50, seveda tukaj je stran, ki si jo nekako lesti naša vdaja Četrtkova podoknica. Na strani 50 boste v vsaki reviji Golica našli vse tisto aktualno, kaj se je v naših vdajah zgodilo v preteklem mesecu, in pa seveda najave, kaj se bo zgodilo v prihajajočem mesecu. Torej, vzamite v roke revijo Golica, zanimive stvari se tukaj dajo prečitati in pa seveda si ogledati kakšne zanimive fotografije. Zdaj pa že hitim k našim naslednjim glasbenim gostom. Dober večer, tudi vam. Murski Godci. Murski. Ja, Murski. Ja, zdaj se bova midva kar ustavila na tem vašem imenu. Če ne bi imeli tistih dveh pik na ojo, bi lahko bili Murski Godci, ne? Iz Primorske, ne? Tako drži, kilometrov je pa kar nekaj. Ampak ste Murski. Se reče tako? Tako se reče, ker izhajam iz vasi Petanjec, se pravi, to je v občini Radenci, tam, kjer je reka Muro doma. To je občina Tišina, tako da smo vsi iz istega kraja, razliko od punc, ko so rekli, da so se iskale. Vi ste se našli kar v domači kraj, ne? Mi smo se zmenili kar doma. Ja, najbolj enostavno je, pa težav ni potem, ko je treba jih skupaj poklicati za kakšen nastop, za kakšne vaje in podobne stvari, ne? Točno tako. Ja. Vi delujete kot društvo, ne? Tako, Murski Godci, mi delujemo kot društvo Murski Godci, delujemo pa dobre 3 leta komaj, igramo ponarodele skladbe, ljudske skladbe in igramo tudi nekaj narodne zabavne glasbe, imamo pa tudi nekaj lastne pesmi, lastnih režije, teh z glasbo in vse je naše. Igrate na
nekatere običajne, pa tudi neobičajne inštrumente, ki so predvidevani izdelani doma. Ne. Tole je ostalo, ko ste končali z beležem, ne. Temu rečemo kak hobok, ne. Tako, Plastična posoda. se pravi, da se tudi da dobro glasbo ustvariti iz doma narejenih inštrumentov, kar je tudi dokaz tukaj med nami. Okay. Razen harmonike so vse doma izdelani inštrumenti. Riffel mašina, ne? In Tako. potem temle bučam se reče, kako Šef. rečete vi? Šef, No, pri nas rečemo cugi, ne? cugi, ja. Cugi, včasih so to uporabljali, če je bil seveda cel cug, ne? Da je imel tudi spodnji del, so potem na vrhu in spodaj naredili luknjo, ne? Potegnili iz soda en cug vina, ne? In ga natočili. Je bilo tako? Točno tako, ja. Drži, ja. Ja. Ni pa to edini namen teh buč, ne, ti cugi, ampak se dajo lepo uporabiti tudi za takšna pihala, damo jim seveda nekaj modernega zraven, da imajo tisti pravi ton in mnogo skupin je, ki se predstavljajo kot ljudski godci s tovrstnimi glasbilami, no pa še tole omenimo, če že omenjava, tole pa je bajs. Ja, ali pa mi mu rečemo vugaš. Vugaš? Vugaš. Zakaj vugaš? Ne vem, to pa ne vem zakaj. Kolikor vem jaz, ne, so včasih te vugaše, po vaše, ali pa bajse, ne, izdelovali iz, saj tukaj na Štajerski so rekli lončeni lonci ali pa Ja, lončani. svinjski pisker so tudi Tako, rekli. pisker, Ne? ja, Ja, pri nas. če je bil velikokrat v krušni peči, ga je bilo potem potrebno zvezati z žico, da ni razpadel, pri vas tudi tako? Tudi. Zdaj smo pametni tako, da se nam z glave kadi, ne? Ampak resnično so te stvari in zdaj, ko ne uporabljamo več te lonce za kuho, ne, jih uporabljamo tudi za inštrumente. Človek mora biti kar spreten, ne, da tale zadeva izvabi tisti pravi zvok, ne. Na suho ne gre. Na suho pa nič ne gre. Na suho ne gre, zato tudi gobica namočena v vodo. Ok, še eno vprašanje vašemu vodji, vi ste vodja te skupine, glede na to, da ste moški, ali vas imajo ženske pod komando, pa vas pošlje v ogenj tako, kot je treba, takrat, ko je treba kaj povedati. Enostavno tako, ker sem edini, so kar one sama Pa določile, reče, kar ti povej, če bo kaj narobe, boš ti kriv, ne? Pa tudi, ja. Ja. Nekdo mora biti, ja. Ok, v redu, hvala lepa. Za prvi del je to dovolj. V nadaljevanju bova povedala vse še, kaj vi počenjate in kaj si želite početi. Zdaj pa že komaj, da čakamo vašo prvo skladbo. Hvala. Izvolite.
Še en pogled zdaj le sledi v revijo Golica na stran 20, kjer se nahaja rubrika Nekoč in danes. Tudi mi nocoj skačemo v zgodovino in tukaj le je zapisano takole. Ko je prvič stopila na oder, nas je prevzela. Bariton je bil skoraj večji od nje. Z bratom Martinom sta pred desetletjem nastopila v oddaji z Natalijo pri Joževcu in že takrat je bilo čutiti, da bo iz tega dekleta zrasla odlična mlada dama. Imenitna glasbenica, ki je svojim kontrabasom in baritonom pravzaprav že v svoji rostni mladosti obredla cel svet, prihaja pa iz Koroške. In če pogledamo tole sliko, bomo pokazali tudi na našo kamero eno večjo in eno malo manjšo fotografijo. Tukaj le je moja sogovornica Barbara, ki se prav gotovo spominja teh prvih nastopov pred desetletjem. Ko te takole v živo pogledam, se mi skoraj da ne zdi, da je že toliko let minilo, ampak tukaj piše, da si pravzaprav obredla z baritonom in kontrabasom že skoraj da ves svet. To drži? Ja, drži. Ja, kako in na kakšen način? Ja, najbolj zasedbo Kvintet slovenskih deklet. Potujemo veliko po tujini, zdaj smo prišli iz Nizozemske, smo bile pridne ta vikend na Oktoberfestu. Ja, tako da se dogaja, skozi je nekaj. Zakaj več igrate v tujini, kot pa pri nas doma v Sloveniji? Zakaj je temu tako? Jaz se pravim, začeli smo na nemškem trgu. Ja, gor so veselice, žurke, čisto drugačne. Bom tako rekel, vas sprejemajo drugače kot običajne kvintetovske zasedbe, ker ste le mlada dekleta, ste zaradi tega tudi bolj popularna? Ja, trudimo se biti podobne fantom, v igranju seveda, ampak če nekaj rad delaš, se tako in tako vidi, a ne? Kako potem usklajujete ostale stvari, ki jih pač počnete v življenju? Če ste veliko z doma, veliko nastopate, veliko potujete, tudi če bi bile samo doma, je potrebno kar dosti vaditi, kakšno novo zadevo naštudirati, pa seveda snemati, pa promovirati tisto, kar pač počneš in tako dalje. To ti vzame ogromno časa. Ja, res je, zelo težko je uskladiti te urnike od vsake punce, ampak se da, vse se da, če se v šoli piše kakšen test, mi to vse po avtomu naštudiramo, se učimo, knjige zraven na nastope, drugače vaje tudi probamo slediti tako na pol poti, saj smo iz cele Slovenije, vsaj enkrat na teden. Vse se da, če je volja, tam je tudi pot in mi se trudimo. Se mi pa zdi, da prav, da poudarjava tukaj tudi razumevanje vaših staršev, tistih, ki so, ne vem, odgovorni za tisto, kar počnete v šolah. Še hodite vse v šolo, kako je s tem? Že hodimo naprej na faks. Že naprej na faks, ampak tudi na faksu je treba imeti, ne vem, razumevanje profesorjev in tistih, ki tam bdijo nad vašim znanjem. Pa še ena plat je tukaj, čisto tisto privatno življenje, punce ste kako? Zdaj zasedene, že imate fante, še nimate fante? Zbolj prav prešteti, ko se tek menjajo. Se menjajo? Tek se menjajo. Ja, zdaj, jaz pa kitaristka, to je ziher, da smo fraji, velik stan je najboljši stan, uživamo na polno življenje. Ja, štiri so pa, oziroma, ja, štiri so pa bolj zares ali na pol, kako je? Ja, kar zares. Ne, se veš, moramo dati točne informacije, vaša pevka maha, da zdaj že ne? Ne, pravi, da ne. Zdaj še pa jaz ne nekaj novega, da je že mim, ampak glej, sej, to se hitro spreminja, lahko je že jutri drugače. Vse se mečkano hecamo, ampak jaz se hotel reči to, da ni enostavno, kot nekateri pač gledajo na te stvari, reče, punce fajn igrajo, fajn so mlade, lušne, popularne, veliko nastopajo, fajn jim je, ni vedno fajn, je treba tukaj potovati, treba nastopati, treba vaditi, upravljati tudi izpite v šoli in početi še tisto, kar pač mogoče rade počnete, kadar se ne ukvarjate z glasbo. Tako. Ok, Barbara, midva bova seveda še v nadaljevanju rekla kako pametno, jaz pa zdaj skočim še enkrat do Antona.
Anton, glavni odgovorni za tisto vse, kar se zgodi na nastopih Murskih godcev, ne? Vas so poslala dekleta v ogenj in taka je pač vaša funkcija. Ampak čisto zares, prej ste mi pred oddajo povedali, da vi resnično veliko nastopate, da imate v letošnjem, v vsakoletnem programu kar veliko nastopov. Tako tole drži. Na letni ravni gre ta številka preko 40 nastopov. To je kar veliko, ne? Tako velika odgovornost tudi. Nastopili smo že širom po Sloveniji, na Koroškem, vse do Primorske. Danes smo tukaj med vami, kar nas zelo veseli. Nastopamo pa redno, dvakrat, trikrat mesečno, tudi v hotelu Vivat ob večerjih. Igramo s gostom v bistvu iz tujine, tako da nas tudi poznajo že v tujini in se radi vračajo. Kako vas spremljajo, ne? Gostje, ki pridejo sem, ne vem, na oddih, ne? Pa rečejo, zvečer bo pa glasba v hotelu, verjetno ti gostje pričakujejo kakšen, ne vem, običajen ali pa klasičen ansambl, potem pa pridejo ljudski godci, ne? Pa malo gledajo, ne vem, grable pa rifle mašine in podobne zadeve, pa se vprašajo na hitro, kaj pa tile počnejo tukaj, ampak ko slišijo vašo glasbo, jim je hitro jasno, verjetno. Drži, so kar zelo navdušeni, ker na take inštrumente redko slišijo, posebej še v tujini, da se igra, predvsem slovenska, ljudska glasba, narodna glasba, spremem kar zelo. Pa še nekaj počnete, kolikor vem, imate vsako leto svoj koncert? Tudi to drži, vsako leto imamo svoj letni koncert, kateri bo tudi letos 26. novembra na Tišini, tako da ste vsi vabljeni. Naslov je pa glasba Ples in smeh, kar se pravi, da je nekaj glasbe, seveda ljudske glasbe, v našem slogu pol je ples, odrasla folklora, otroci iz osnovnih šol morajo priti folklora. Pripravljate pa tudi skeče, ne? Pa tudi skeče kratke, tako da je pestro, da tiste 2-3 ure mine, da sploh ne veš, da je mimo. Super. Jaz vidim, da vam dolg čas ni, da so vsi tisti, ki vas hodijo poslušati, gledati, zadovoljni z vašimi nastopi. In jaz vam želim, da bi uspešnih nastopov bilo prihodnje čim več, da bi še naprej uživali vi na odru, uživali tisti, ki vas pridejo pogledati in da bi bilo takšnih dogodkov še veliko. Hvala lepa. Izvolite.
Ne zamudite izredne priložnosti. Do 70% znižanje pohištva zaradi ukinitve programa v Tripexovi prodajalni Drolc. Pri prodaji eksponatov gospodinjskih aparatov vam priznajo dodatne popuste. Možnost nakupa na več obrokov do 36 mesecev. Kupljeno blago vam dostavijo na dom in odpeljajo dotrajane aparate. Je vaša kopalnica potrebna celovite obnove? Imamo rešitev za vas. Instalacije Vrhovšek, svetovanje in izris nove kopalnice, pomoč pri nabavi in izbiri materijala, strokovno polaganje keramike in montaža kopalniške opreme, obnova kopalnice na ključ že od 5 dni dalje. Instalacije Vrhovšek, zaupanje vredni že več kot 20 let. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19 990 evrov. Hyundai. Predstavljamo vam novost v mestu. Toyota Yaris Trend. Omejena serija. V tokratni vikend bum ponudbi piščanec za grill le 2,19 €, set nagrobnih sveč 35% ceneje in pijača Ora Original le 6 € za cel plato. Tuš. Dan Studio Celje, velemojstri kuhinj. Želite prosim kuhinjo? Nič lažjega. Kot največji prodajni dan kuhenj studio v Sloveniji vam svetujemo, naredimo 3D izris. Brezplačno pa vam izbrano kuhinjo dostavimo in zmontiramo. Vi pa še samo kuhalnico v roko. Dan Studio Celje, Teharska cesta 4. Dragi prijatelji, zdaj sledi en glasbeni predah, kar se dogajanja v našem studiu tiče, kar se pa tiče dogajanja pri vas doma, pa seveda ne. Sledi videospot ansambla z naslovom oziroma z imenom Dor ma Zeit. Naslov te skladbe pa je Bine. Dame in gospodje, samo za vas, Bine! Bine bil je fantična, ki vsega je poznal, saj med dekleti rad je ogenčke prižigal, jih za nos je vodil in na dušo pil. Ti si moja draga, večno te bom ljubil. Bil je fant od pare, veliki šarmer, prav vse dokler ni naše lepe nižo zljubil. Ga ujela je na svoje čarovnije,
kot bi mignil svojo pamet je izgubil. Kaj ti pomaga, če si vitek in močan, prava deklita le iskreno si želijo. Laži, laži, laži mi, s časom vsaka stvar se razjasni. Laži, laži, laži še, enkrat pa na zanko ujameš se. In povabil jo na ples, prav vse do jutra sta vroče se vrtila, mu prišepnila je nežno na uho. Jaz sem tvoja, rada s tabo bi živela. To je Bine že od nikdaj si želel, je veselo skočil in glasno zavriskal, a veselje ni prav dolgo trajalo, že naslednji dan oči si je zatiskal. Kaj ti pomaga, če si vitek in močan, prava deklita le iskreno si želijo. Laži, laži, laži mi, s časom vsaka stvar se razjasni. Laži, laži, laži še, enkrat pa na zanko ujameš se. Enkrat pa na zanko ujameš se, ujameš se. Ja, moram povedati, dragi prijatelji, da se imamo mi tukaj v našem studiu zelo fajn. Upam, da tudi vi uživate v naši družbi in pa v vsem tem, kar smo vam pripravili za nocojšnje druženje. Zdajle je na vrsti prvi letošnji izbor, oziroma ne letošnji, prvi v tej sezoni, kar se tiče viže meseca. Izmed 3 tedenskih zmagovalk boste prvič v tej sezoni lahko izbirali mesečno zmagovalko, pa malo osvežimo spomin, poglejmo 3 tedenske zmagovalke. Sestricam povedat, da ima jih srčno rad. Kadar pa mrak med naju pride, naj le odide, saj ljubiš me. Če kdaj roki bodo pretežke, jih srce dvigne, naj da objamem te. Nocoj boste glasovali
za 3 tedenske zmagovalke, in sicer prva je ansambl Slovenski zvoki, Daj mi srce, druga ansambl Korenine Čebelarska in tretja ansambl Klemna Rošarja, Nevesta moja. 090 936 125, popisko 1, 2 ali 3 za prvo, drugo ali tretjo zmagovalko. Vsi, ki boste glasovali za katerokoli zmagovalko, pridete v poštev za žrebanje nocoj, tako kot vsak četrtek bo tudi nocoj naš računalnik ob koncu oddaje izžrebal nekoga oziroma njegovo telefonsko številko, na katero ga bomo seveda po oddaji poklicali, in tisti, ki se bo oglasil, bo dobil kar 2 glasbeni nagradi. Prva je darilo fantov iz Podlisce, Na morje te bom peljal, in pa druga CD plošča ansambla Pajdaši, Košček sreče. Z naslednjim videospotom pa zopet gremo malo v zgodovino. Pogledati, kaj je pred kar nekaj leti počel kvintet Dori. Takrat so imeli razne pripetljaje, med drugim tudi to, da jim je ušla krava. Ne boste mi nič verjeli, ker to je zgodba res za srčni infarkt. Midva od grunta fajn živima, nedeljo k maši v vas hitima. Kmalu so zbrani, že vsi farani, le vaški zvon tišino še zadoni. Molitev naju je prevzela, živino zdravo bi imela. Vsi smo kot angeli začeli peti, naenkrat slišali smo hlapca kleti. Jezus Kristus, krava mi je všla, kaj ne naredim, da te spet dobim. Nič ne muki, da si sveta žvat, da bi rada že v nebes zašla. Jezus Kristus, krava mu je všla, kaj če to je res, dobri glas nebes. Včasih smo od krave mleko pil, danes pa bi krave le slavil. Kaj če je danes pri nas drugače, v živalskem vrtu imajo krave svoj raj. Midva še vedno fajn živima, nedeljo k maši v vas hitima. Kmalu so zbrani, že vsi farani, le vaški zvon tišino še zadoni. Molitev naju je prevzela, živino zdravo bi imela. Vsi smo kot angeli začeli peti, naenkrat slišali smo hlapca kleti. Jezus Kristus, krava mi je všla, kaj ne naredim, da te spet dobim. Nič ne muki, da si sveta žvat, da bi rada že v nebes zašla. Jezus Kristus, krava mu je všla, kaj če to je res, dobri glas nebes. Včasih smo od krave mleko pil, danes pa bi krave le slavil. Pa čeprav mu krava je ušla, on veselo žvižga od srca. Barbara, prej smo nekako potipali del tistega, s čim se dekleta ukvarjajo, kadar se ne ukvarjajo z glasbo, ampak zdaj mečkano bolj zares, ne. Nekatere še imate obveznosti po faksih, si rekla, ne, z izpiti. To vam gre dobro, si povedala. Kaj pa dekleta počnejo, kadar nimajo teh obveznosti in kadar se ne ukvarjajo z glasbo?
Ja, jaz bom začela Imate kakšne hobije, no, moram reči tako, ali takrat, ko je konec tega glasbenega delovanja, ko je konec nastopov, ker greste vsaka na svoj konec in pač ne veste, kaj ena za drugo, kaj počnete, ne? Se slišimo vsak dan. Ja, naša Nina, kitaristka, ima doma kar nekaj psov. Kaj to pomeni, kar nekaj? Majhnih, ne vem, 5, 6, tam nekje, manj. 5 mi je pokazala 5. In tudi v prostem času zelo rada napiše kakšno besedilo. Ja, je tudi za naš ansambel prispevala 2 besedila, zelo lepa. Dobro. 2 besedili, ja, naj popravila, ne. Potem naša Neja, harmonikašica, ona pa zelo rada harmonikarka, pardon, kaj pa mi je zdaj, viš tako tremo, manj, ko me vse 5 punc gleda, zdaj tu iz enega kota. Zelo rada komponira, tako da tudi ona za naš ansambel kaj spiše, kakšno glasbo in aranžma. Vaša pevka pa? Pevka. Lovi in išče. Ok, pustiva to? Ne, to pustna, ko bom spet kregana. Greva kar naprej. Ukvarja se solo petjem, tudi v Avstriji, v Klagenfurtu študira petje. Zelo pridna punca, zelo zvesta, učenka, taka, kot se spodobi. Naša Klarica, klarinetistka, pa riše, ustvarja, taka tipi-topi. Nariše čisto vse? Vse to Marije. Bi potem lahko narisala moj portret? Ja. Do konca oddaje? Bi šlo? V 3 potezah recimo? Težko, ok, vredo, potem pustimo to. Naša Manja pa, ona je pa taka mravljica pridna, doma vse postori okoli hiše, pokosi travo, vse, kar se zunaj dogaja pred hišo. Rožice, levo, desno, vse. Prav veliko časa za to vrstno početje pa ni, kajti ste ogromno zasedene, prej si že povedala, ogromno igrate, ustvarjate, snemate, zdaj ta vikend vas čaka eno, ja, naporno, ampak se mi zdi, da prijetno delo, ne, snemanje kar 2 videospotov, si mi povedala pred nekaj trenutki, snemate videospot v Italiji, ne? Tako, smo se odločili, da gremo v tujino, da malo gore zajamemo, torej v Dolomite gremo, Castelrud. S kakšnim posebnim razlogom, ker imamo v Sloveniji tudi krasne Ja, to je taka, to je, joj, da začnem zdaj govoriti, to ne bom na koncu. To je 6 punc, joj, še danes ne vem, kako bo to potekalo. Ideje je polno, ne? Ideje je polno. Na katero skladbo boste snemali to? Jo bomo slišali, mislim, na koncu vaše oddaje Spet in spet, torej snemali bomo pa slovensko verzijo in nemško. Ja, da je kar naenkrat narejeno eno in drugo, ne? Začenjate kdaj, v petek, v soboto? V soboto zjutraj. Tako da že po noči štartamo, gremo. Ta vikend, torej snemanje 2 videospotov, ne? Potem pa vsak vikend veselice, zdaj so se začeli Oktoberfesti v tujini tudi veliko, tako da smo pridne. Bova seveda o načrtih, vsaj teh bližnjih, v bližnji prihodnosti rekla kasneje kakšno več. Prosim, če si daš tale mikrofonček dol. Katja, zdaj pa morava midva pojasniti, še ne, se ne bo nič hudega. Nič ne bom drezal v te zadeve, čeprav je pa fajn, da vemo, katera dekleta so fraj, katera so pa zasedena. Ti si prej, ko smo rekli, da ima Katja tudi fanta, ker kazala, da ne. Kak je zdaj s tem? Ne, jaz sem... Ne, ali kak je? Jaz nikakor nočem govoriti o tem v javnosti, tako da kar končajva. Vse nas nihče ne gleda, no lahko poveš. Ne, res. Vse se hecam. Tebe poznajo ljudje, prej si sodelovala tudi z drugimi ansambli, kje vse si bila? Začela sem pri Triju, ansambel Radost, manj poznan, potem pa je bila moja prva kvintetovska zasedba Veseli Gorenci. Tam sem bila pa kar 4 leta. Pol sem pa k puncam prišla. Kdaj si ti spoznala, da je glasba, slovenska narodno zabavna glasba, ena tvoja velika ljubezen? Jaz pa zelo pozen, v bistvu šele pred 8 leti, ko me je, takrat sem se že učila solo petje, šele začela sem in me je klical en prijatelj, da ustanavlja ansambel in da bi rabil pevko in če bi prišla na audicijo. In jaz nisem poznala takrat sploh
zelo malo skladno. Če sem pa že katero poznala, pa nisem vedela niti, katera štima je moja. Ampak v bistvu tako sem začela. No. A imajo vokalisti, ki študirajo solo petje, ne? Tam, ne, ko se pravilno učite tiste druge zadeve, ne? Jaz niti ne vem, kako ta stvar izgleda, ampak imajo prednost potem takšni pevci v takem ansamblu, ali je potem ta zadeva toliko drugačna, ne, da se moraš nekako prilagajati, enkrat na eno stran, enkrat na drugo stran? Ne, absolutno. Jaz mislim, da je osnova vsakega petja v klasičnem petju, tako da solo petje kvečemu pomaga tudi v narodno-zabavni glasbi. Ja, ker zdaj vidimo včasih tudi kakšnega znanega tenorista, sem ga slišal pred kratkim, ne pet v eni zabavni varianti, ne, in se mi zdi, da mu je kar uhajal na tisto tenorsko petje, ne, da je kar nekak težava, ne, ali pač ne? Ne, jaz mislim, da načeloma ne. Če si veš enega, si veš potem hitro drugega, ne? Ja, pa nekateri pač želijo bolj dokazati, pokazati, da imajo šolan glas. Nekateri pa pač se trudimo to v ravnotežje spraviti. Ko ravno govoriva o učenju solo petja, ne, kaj bi ti predlagala tistim mladim dekletom, ki imajo veselje do glasbe, pa nimajo prav velikega veselja do igranja kakšnega inštrumenta, rade bi prepevale, kako začeti, na kakšen način? Iti v ansambl, ali iti se najprej učiti, ali to združiti, kako? Jaz mislim, da mora biti najprej na prvem mestu poslušanje glasbe, ker mora posameznik najprej usvojiti, sploh kaj slišati določene glasbene elemente, potem je pa kar učenje. In drill, ne, kot radi rečemo. Ja. Ok, hvala lepa, izvolite. Gledam deževen dan, z mislimi je poslan, ki jih kapljice privabijo na plan. Tiho mi že stoji, misli gredo v spomin, ki me pelje tja med lepe mlade dni. Kot da bi včeraj bil, malo še sram me živ. Nežno si prijel, me stisnil in ovil. V zvezdah sva videla najino skupno pot, polno sreče, polno lepih sončnih dni. Še čakam te tu ob jasi, tu, kjer prvič si poljubil me. Tam na starem boru še je vrezano srce. Še čakam te ob spominih na ljubezen in mladostni maj. Prvo in edino, ki je ne bo nazaj.
še je vrezano srce, še čakam te ob spominih na ljubezen in mladostni maj. Prvo in edino, ki je ne bo nazaj. Še čakam te ob spominih na ljubezen in mladostni maj. Prvo in edino, ki je ne bo ja. No, lej, vazi malo, tako špila, že ti kar žreble, ven ti šest harmonike. Ti, sam ti pa moram povedati, da si se pa zadnje cajte malo popravil. Kak misliš? Ja, tako si lepo sinhrono, bi rekel, zaključil tet konc komada. No, tak. Hvala, no, da je bil sam konc, no. Samo sem že prej začel, veš, ko si vklopil kamero, ne? Tako da je bila skoraj cela, veš, samo to pa vsi niso čuli, veš, samo ti pa jaz, ne? Samo ti moram povedati, včeraj sem videl enega gospoda, veš, pa me je malo okurca, veš. Ali pa te res. Pa ga drugače ne poznam, sem ga prvič videl, deda, veš. Je rekel, mi hoč povejti meni, ali ti ne znaš špilati, ali nećeš špilati. Zakaj nikoli cele ne odšpilaš, veš? Sem rekel, oboje. Oboje. In ne znam glih najbolj, pa še tudi nočem celo zašpilati, veš? Ko samo žviže not v vodaji, dosti do teh muzikantov, zakaj bi je špila pa in kšet temu, ne? Zdaj pa, če vam pa lahko takle povem, Mihač drugače zna špilat, pa tudi če špilat. Sam ga je treba pa rahlo stimulirati, se temu reče. S kovim, kako vam ne razložim, tak papirnat ima najrajš, rečemo, kove. Najbolj se nekak preleže, tu gor zelen, on zelen je se najbolj preleže, gor pa tudi rjav je okej, ne, kaj manj pa že tak bolj, ne. Zdaj kakve številke tam gor ne piše, to ne smemo govoriti, ko nikdar ne vemo, kdaj kakve se reče zdavčne gledaj, da ga ne bi pol kikaj šraufal. Sam ste pa leh vesel, ko če Mihača ne bi bilo, še toliko muzike ne bi bilo, ker jaz še pa toliko ne znam. Čakaj pa, zdaj čisto cel dan špila, ko to predolgo. Vsaki del bom samo enkrat šel skozi. No daj. Tak da ne bo spet kje rekel, da ne znam cele. No daj, da te čujem, no.
vino, to da še pa gre za ploska, enkrat veš. spet nazaj, pa še poj prvi del, pa še Ja. poj spet zodi, to bi bilo predolgo, ne bi bilo dolgo cajt, če bi zdaj jaz kar špilal. A je to je bilo za unga strica tam To iz bo pa zdaj Veleja? za tistega strica, ko je rekel, da noče, vidiš, da hoče. Ja, Miha, zdaj pa lej, zdaj pa pustimo malo muziko per kraj, ker zdaj veš, ko je zdaj zadnje, se reče, cajte, taka, kako se te, to se reče največja postranska moška stvar na svet. A ja, to misliš, to nogometno euforijo, ne? To misliš, ne? Ja. Seveda, kako zdaj teti naši pjevi drapljajo spet. Samo, veš, ko najbolj hecno mi je bilo, pred kednom so vsi čez Katanca tolkli, ko strela, včeraj je bil pa, ali ne včeraj, prevčerajšnjim, ko je bila tekma, ne, je bil pa največji Jack, ne? Včasih je tak, ne, da si največji Jack, če daš kak gol, rečemo, ne? Ja. Evo, naši so največji Jacki, pa niti gola niso dali. Tako da, ja, ne, sam, lej, moramo biti pa poštena, tudi to šteje, veš, ko rečemo to te točke, ko se zbirajo, to je kar važna stvar, veš, tako da ni to tako za norce delati, ker, lej, v končni fazi po tetmo v fuzbalu, rečemo, je, veš, koliko ljudi, če je fajn tekma, pa tak, da je uspešna, rečemo ljudi srečnih. So že bili pa primeri tudi, jaz se spomnim, ko so ljudi zaradi kakšne tekme televizorje metali čez okno, ko niso bili najbolj zadovoljni, ko čas pač ne gre, pa ga pjebi serijajo, se veš, tudi fuzbaleri niso, vsi glih, eni so boljši, eni malo slabši, eni imajo srečo, enim ne, enim se rečemo čudeži dogajajo, kjedi. Jaz vem tudi za enega, veš, enega pozno, ko je, tudi se upisal en klub, pa je šel mal, je rekel, lej, to jaz bi bil tak fuzbaler, veš, to ti so bolj tak popularni, gnar, fajn služijo, fajne avte imajo, pa to. Ja, pa ni bil najbolj za šport, veš, tak bolj, kak bi rekel, jaz tem, 2 leve noge je imel, no. A pa še, tisti je ena bila tak na pol pokjena. Tak, da ni bilo net zjem, veš, bolj ko nje je ker na klopi sjedel, jel, pol pa kar naenkrat, veš, so se pa začeli pa čudeži dogajati. In ni zdržal djet, veš, in je en večer babnico poklical k sebi, je rekel, draga moja, ne vem, kako ti naj to razložim, jaz sem tak srečen, pa tak vesel. Se spomniš ti, ko sem šel jaz trenirat v tet fuzbal klub, sem bil že tak razočaran, tak žalosten, nikdar me ni dal v ekipo, stalno sem sjedel na klopi, evo, zdaj sem pa zadnje cajte skozi v prvi postavi, vsak keden, ko imamo tete tekme, me deva noter v prvo postavo. Je rekla, veš, si se mi kar malo smilo, pa sem rekla, ti bom pa probala jaz malo pomagati, pa sej to mi nekako ne bo zamiro, ker se je šlo za tebe, pa to, kako misliš, čakaj, kaj je bilo za mene? Ja tak, veš, jaz si se tako smilo, ko te trener ni dal nikoli noter v ekipo, pa sem se tako zmenila enkrat z njim, pa smo tako malo šla skupaj, vse ni bilo nobene ljubezni, pa to sem sam tebi pomagala in vidiš, je pa pomagal, si takoj prišel v ekipo in zdaj si vsak keden v prvi ekipi. Ja, fajn, je rekel, veš, lej, pa moram ti povedati, draga moja, še eno presenečenje je, tako, veš, da me teti moji soigravci niso, videti me niso mogli, me niso marali in zdaj, če si opazila, zdaj vsako tekmo vse, ker meni podajajo, pa vsaka žoga, ker meni leti, vsi čejo, da bi jaz gol dal, me tako brajtajo. Ja, je rekla, veš, sem videla pol, da je bila tak situacija nareta, tebe je trener dal v ekipo, ampak nobeden ti ni hotel podajati žoge, je rekla, tu pa tudi pol rezultata ni, sem se pa jaz odločila, sem rekla, ti še pa en korak pomagala, sem pa šla enih parkrat v tato vašo garderobo, ko si že ti šel domov in vidiš rezultat, evo zdaj ti ker vsi podajajo in je žoga durh per tebi.
Je rekel, super, no, to ne zamirni, je rekel, samo veš, ko mene zdaj en čink skrbi. Če si opazila prejšnje tekme, ko sem jaz začel špilat, mi nobeden ni plosko, zdaj mi pa kar cela tribuna ploska. Da bo še ni ta ura pomagala, veš? Ja, tak ti je to, veš, pa dol, ko se je naš sosed od Tamoli rodil, veš, dol, pa so ga to, veš, da to vsi smo to hodili gledat, peba, ne peba, moramo iti gledat, je pa prišel te prvo a prišel naš Luis dole, veš, ga gleda, peba noter v Kinder 5, je rekel, jaz vam povem, to bo rokometaš. Poglejte to, kakaj šope, to bo 100% rokometaš, ne? Prišel Joža gor, Joža gleda, je rekel Joža, jaz vam pa povem, ta bo nogometaš, poglejte vi, kakaj noge ima, močne. 100% bo nogometaš, veš? Te pa Francl stopi z rom, pa gleda Francl, je rekel, jaz vam pa povem, politik bo 100%. Te pa vsi, kak pa ti veš, da bo on politik, si še komaj zdaj se je rodil, ti boš pa že zdaj govor, da bo politik. Je rekel, poglejte ga, v oči me gleda pa serija. 100% bo politik. Bo držal, ja. Vso noč sem prav nemirno spala, nekdo na okno trkal je. Noči sem tiho vstala, le lunca se smehljala je. Vso noč sem le premišljevala, nekdo pod oknom žvižga mi. Šele obzori sem spoznala, le v krošnjah liste šelesti. To bil je le pomladni veter, prepeval ti je svet pod oknico. Ko zveje ti je nosil pesem, z ljubeznijo napisano. Dobil je le pomladni veter, rad šipnil bi samo ti na uho. Kar so povedale mu zvezde, da ljubim, ljubim te srčno. Noči sem tiho vstala, le lunca se smehljala je. Vso noč sem v kamri trepetala, nekdo je zunaj šepetal. Ko pa sred kamre sem obstala, le veter bil je prek dobrov. Dobil je le pomladni veter, prepeval ti je svet pod oknico. Ko zveje ti je nosil pesem, z ljubeznijo napisano. Dobil je le pomladni veter, rad šipnil bi samo ti na uho. Kar so povedale mu zvezde, da ljubim, ljubim te srčno. Evo, Barbara že hiti k meni, da nekako pripravima tole sklepno besedo, kar se najnega pogovora tiče. Barbara, le, vse nekaj smo že malega rekli, kar se vaše prihodnosti tiče, pa vendarle, kakšni so vaši pogledi, načrti, želje, kaj želite še postoriti vsaj v tej bližnji prihodnosti. Ok, omenili smo ta vikend, prva in glavna naloga, snemanje videospota, ne? Veliko nastopov v tujini, doma in še kje druge. Oziroma kje druge, kam pa če te druge, ne? Kaj pa še ostalo početi? Še ostalo pa to, da izdamo v naslednjem letu dve zgoščenki, torej slovensko in tudi nemško. To se istočasno dogaja, kako je to? Ne, slovensko bomo prej.
predstavile, potem pa še seveda upamo, da tudi nemško prodremo na trg, tudi v tujini malo bolj. Ja, snemamo nove skladbe, zdaj pripravljamo ta album. To mi pove, za take številčne nastope in za vse to je potreben nekdo, ki pač to organizira, imate kakšnega menedžerja, kdo skrbi za, bi rekel, te komercialne nastope, pa tudi tiste nekomercialne. Kdo bdi nad tem, kdo je tisti glavni? Trenutno smo bolj same za to. Čisto same? Ja, naša klarinetistka se zelo trudi tudi v tujini. Jaz kot karnetok za Slovenijo. Sem videl, pred oddajo ste pisali en SMS, se mi zdi, v tujem jeziku. Komu je bil ta namenjen? Katinemu profesorju mi še peta na oko. Je upravičilo, da bo odsotna. Ja, za vse skrbijo punce same, to je res lepo in pohvaljno. Barbara, hvala lepa. Krasna sogovornica, krasna glasbenica, čisto zaključek bomo imeli seveda ob koncu. Ti si kar zdaj daj tale mikrofonček dol. Jaz še enkrat letim do Neje. Neja bo tista zadnja moja sogovornica, kar se tiče nocojšnjih glasbenih gosti. Torej, kvintet slovenskih deklet pravzaprav nima miru, nima obstanka doma. Kako vaši starši in drugi, ki so drugače povezani z vami, gledajo na ta mlada dekleta, ki pa že zdaj v teh mladih letih imajo toliko obveznosti? Ja, jaz mislim, da so starši od vsake posebej ponosni na nas, nas spodbujajo in praktično... Žal, da so rekli, lej, zdaj pa niti uživati ne morejo, skozi delajo, skozi nastopajo, skozi norijo. Mislim, da ne, ker to praktično je delo, ampak mi se res zabavamo in se mi zdi, da v naših letih ne bi mogle boljše izkušnje imeti, toliko odrov videti tujine in mislim, da se jim zdi to super. Fajn, naj bo tako tudi naprej. Izvolite. Pod vrhom zelenega grička sedim v senci vinske torte, v roki kozarec je cvička, oči so v daljavo zazrte.
Ne zamudite izredne priložnosti. Do 70% znižanje pohištva zaradi ukinitve programa v Tripexovi prodajalni Drolc. Pri prodaji eksponatov gospodinjskih aparatov vam priznajo dodatne popuste. Možnost nakupa na več obrokov do 36 mesecev. Kupljeno blago vam dostavijo na dom in odpeljajo dotrajane aparate. Je vaša kopalnica potrebna celovite obnove? Imamo rešitev za vas. Instalacije Vrhovšek, svetovanje in izris nove kopalnice, pomoč pri nabavi in izbiri materijala, strokovno polaganje keramike in montaža kopalniške opreme, obnova kopalnice na ključ že od 5 dni dalje. Instalacije Vrhovšek, zaupanje vredni že več kot 20 let. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson še od 19 990 evrov. Hyundai. Predstavljamo vam novost v mestu. Toyota Yaris Trend. Omejena serija. V tokratni vikend bum ponudbi piščanec za grill le 2,19 €, set nagrobnih sveč 35% ceneje in pijača Ora Original le 6 € za cel plato. Tuš. Dan Studio Celje, velemojstri kuhinj. Želite, prosim, kuhinjo? Nič lažjega. Kot največji prodajni dan kuhinj studio v Sloveniji vam svetujemo, naredimo 3D izris. Brezplačno pa vam izbrano kuhinjo dostavimo in zmontiramo. Vi pa še samo kuhalnico v roko. Dan Studio Celje, Teharska cesta 4. Viža meseca, Daj mi srce, ansambel Slovenski zvoki, dobitnik nagrade, torej 2 CD plošč, pa je Domen Bogdan. Iskrene čestitke. Hvala lepa, dekleta, da ste bile v naši družbi nocoj, svojo glasbo, vse dobro želimo prihodnje. Vam, dragi prijatelji, pa seveda želim lep vikend, čim krajši teden, kajti prihodnji četrtek smo zopet skupaj. Lahko noč.